Dober telefonski prodajalec je zagotovo človek, ki je izredno samostojen, izredno suveren in ima veliko stopnjo samozaupanja. Ima izredne komunikacijske sposobnosti in verjame v moč besed. Besede so njegovo glavno orodje, njegovo glavno sredstvo ter njegov glas, ki ga mora negovati skozi cel proces uvajanja, delovanja in zaključevanja telefonskega pogovora. Ne najde se ga na trgu, ampak se ga vzgoji, to je ključ. Največja napaka je, da se podcenjuje vrednost oddelka, kontaktnega centra in s tem se postavlja neizobražen, neprimeren kader. Izredno veliko je treba delati na kadru, da ta kontaktni center se nekako razvije iz stroškovnega oddelka v profitabilen oddelek. Nekdo v klicnem oziroma kontaktnem centru vedno razmišlja, kaj bomo strankam povedali in pripravi prodajni nagovor. In to ni prodajalec sam in to je ključna napaka. Tle se morajo vloge zamenjati, se pravi jaz, če sem suveren, samostojen in odgovoren ter samozavesten prodajni svetovalec, potem z vsako stranko gradim sproti pogovor, ker pogovor temelji na poslušanju, ne pa na razmišljanju, kaj že piše v tistem prodajnem razgovoru, kaj moram naslednje povedati. In to je pač druga velika napaka. Tretja pa je, da dejansko so oddelki odrinjeni od srca podjetja, se pravi so na nekih lokacijah, ki niso v centru, niso skupaj z drugimi oddelki in ne zaživijo z drugimi oddelki. Tako da tukaj ta povezava se more zgoditi in morajo res biti kontaktni centri postavljeni v srce. Zakaj? Ker v kontaktnem centru vedno, v vsaki točki dneva, točno najbolj vemo, kaj se dogaja z našimi strankami. GDPR je sigurno ključno vprašanje kontaktnih centrov, s katerim se ukvarjamo zdajle in smo se ukvarjali tudi v preteklem letu. Predvsem spreminja obliko zajemanja podatkov tudi zaposlenih, tudi snemanja in potem načine, s katerim ta snemanja in posnetke uporabljamo. Vsekakor je pa velik oziroma levji delež na zajemanju podatkov, na shranjevanju in na uporabi teh podatkov.